Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Črno-beli iz Prekomurja so v soboto prvič v zgodovini osvojili naslov državnih prvakov. Da se klub uradno imenuje Nogometna šola Mura, pove dvoje. Da nogomet v Sloveniji ni imun na probleme, ki tarejo našo družbo, in po drugi strani, da se trdo delo na dolgi rok vedno izplača. Vsi smo Mura, saj do naslednje sezone. Vi pa gledate 128. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali izhod iz epidemije, kako ponovno zagnati zdravstveni sistem. Kako dolgo še bo prva novica COVID statistika preteklega dne, bomo vprašali našo posebno gostjo. Bivšo državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje, docent doktorico Tino Bregant. Tina, dobrodošla. Pozdravljeni. Najprej eno lažje vprašanje zate. A še tečeš z masko? Ne, nič več. V bistvu takoj, ko se je sprostilo, moram reči, da mi zelo prija biti brez maske, kar vejo pravzaprav vsi, ki me srečujejo na Rožniku. Tako da... Ja, ampak kako je pa bilo takrat recimo teči z masko? Kaj je recimo razlika? Ja, jaz sem v bistvu tekla z masko iz blaga. Tako da mi je bila ta bolj prijetna. Seveda je boljši občutek brez maske. Jasno, da samo ko je pač virusa veliko v okolju, potem pač ni bilo druge možnosti. Tudi pravzaprav dren na Rožniku je včasih bil kar precejšen. So bile res kar praktično cele kolone. Zdaj pa je drugače, zdaj se pa pravzaprav srečujemo lahko tudi na prostem. Ti si bila tudi na več načinov, ali pa si še izpostavljena, ne? Prvič si imela pač kar pomembno funkcijo, ne? Pač tudi kot državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, potem si pač tudi zdravnica, ne? Imaš take paciente, ki imajo tudi kronične bolezni, ne? Čeprav so mlajši, spadajo med ranljive, med rizične skupine, tako da si tudi z tega vidika verjetno pač morala še posebej paziti, ne, med epidemijo. Ja, pravzaprav za te otroke, s katerimi delamo, imamo še sedaj zaščitne ukrepe, kljub temu, da se pravzaprav že bližamo zeleni fazi in nekako izhodu iz epidemije. To so dejansko otroci, pri katerih si ne moremo privoščiti, da bi jim prinesli virus. Tako da v moji ambulanti se še vedno preoblačimo, nosimo zaščitno opremo. Ravno danes smo se pravzaprav pogovarjali, ali bi morda lahko že sneli tudi te zaščitne predpasnike. Maske pa seveda še vedno nosimo, kljub temu, da tudi zračimo. Nenazadnje zdravniki smo navajeni nošnje kirurških mask, tako da pravzaprav meni ni težko, no, tudi kadar delam z računalnikom v ambulanti, imam še vedno masko gor. Ampak to je delo, nekaj drugega je pa rekreacija na prostem. Tudi neka odgovornost do teh otrok mora biti in mislim, da je tako tudi prav. Mi smo nenazadnje tudi cepljeni, tako da pravzaprav skrbimo eden za drugega. Tudi otroci med sabo v razredih, kjer se družijo v svojih mehurčkih, tudi tam je pravzaprav zelo pomembno, da ne prihajajo nahodni, smrkavi v šolo, oziroma da tudi starši obvestijo, če slučajno kdo je tudi COVID pozitiven, da damo tudi ostale v karanteno, oziroma da grejo dosti hitro v izolacijo. Ja, absolutno. Zdaj pa da rečem, ta tvoja tako v narekovajih politična oziroma na javnih funkcijah kariera je šla pa neko nepričakovano smer, bi človek rekel, ne? Se pravi, bila si državna sekretarka, pa smo vsi pričakovali, da boš ministrica, ko je takratni minister odstopil. Potem si bila šefica kabineta, ko je predsednik vlade vodil resor, zdaj si nazaj v ambulanti, se pravi, šla si v eno drugo smer. Kako se počuti zdaj, ko si nazaj v ambulanti, ko si v narekovajih spet sam pač zdravnica pediatrinja? Nisem samo zdravnica, pediatrinja in fiziatrinja. To sem jaz. To sem pravzaprav že skoraj 20 let delovne dobe imam kot zdravnica, ki delam z otroki. Tako da meni je ob tej odločitvi pravzaprav padel kamen iz srca na nogo.
in sem se zelo z veseljem vrnila. Tudi ko sem se vrnila, otroci so me prepoznali tudi z masko, čeprav sem pričakovala, ker niso vedeli, kdaj prihajam, ampak so me ustavljali na hodniku, kljub temu, da sem imela masko gor, česar sem bila zelo vesela, tudi moji sodelavci. Tako da jaz sem se zelo z veseljem vrnila. Je pa res, da sem morda tudi sama imela nekoliko drugačna pričakovanja do tega ministra. Moram reči, da pri meni je pretehtala potem tista seja konec marca, ko se je zaprlo frizerske in kozmetične salone ter šole. To je bila pri meni odločitev, ko sem rekla, to pa ni več moja zgodba, tako nismo bili dogovorjeni. Zakaj je ravno to pač prililo kapljo čez rob pri tebi? Pa tisti, ki me poznajo, pravzaprav vejo, da sem si prizadevala za neko tako varno okolje, da bi mi vsi skupaj šli skozi to COVID epidemijo z čim manj težkimi izkušnjami in seveda pri otrocih šole. Jaz res verjamem v to, da kdor se ukvarja z otroki, se ukvarja s prihodnostjo, in to je eno tako zelo močno sporočilo tudi, koliko nam pomenijo otroci. In namesto, da bi bili resnično otroci naša prioriteta, smo se takrat odločili drugače. Nekaj drugega je, če bi se odločali za nek popoln lockdown, tako smo pa v bistvu naredili nek tak kompromis. In v bistvu se je moja intuicija se potem potrdila, ko smo videli tudi za tistim cepljenjem maturantov. S tem se tudi nisem mogla strinjati, to ni bila strokovna odločitev. Tako da jaz mislim, da sem naredila, kar sem lahko po svojih najboljših močeh. Potem pa seveda, ko vidiš, da gre vlak morda v neko drugo smer in da tisti končni cilj ni tvoja postaja, mislim, da je prav, da pač stopiš z tistega vlaka dol. Ja, to se mi zdi zanimivo, ne? Ker ti po eni strani v nekem delu javnosti veljaš za nekoga, ki je zelo, bi rekel, strog v narekovajih, ne, glede ukrepov za virus, tista maska pa tek, ne. Po drugi strani v enem drugem delu javnosti veljaš za to, da si preveč sproščena, ampak verjetno to samo pomeni, da tudi skozi svoje lastne izkušnje, pa potem, kar veš, se pač prilagajamo situaciji, ne, ali kako? Ja, seveda, možgani so naše najboljše prilagoditveno orodje, a ne, in tudi znanost tako funkcionira, da v bistvu, ko pridejo neka dejstva, pač ti ne prilagajaš dejstev, ti prilagajaš svoj način vedenja. In mogoče je to res za koga majhen težje razumljivo, ampak kdor dela v znanosti, kdor se je pripravljen stalno učiti, se pravzaprav tega drži. Sem pa nenazadnje mama, ne? Mame smo znane po tem, da znamo biti in stroge, po drugi strani pa tudi zelo popustljive. Tako da jaz mislim, da je ključno v pravem trenutku biti strog, v pravem trenutku pa biti tudi popustljiva, ne? Saj življenje ni smrtno resno. Tako da jaz mislim, da to ravnotežje, a ne, to uravnoteženje, to je pravzaprav cilj, a ne pa slepo slediti ali pa kot en furmanski konj vedno v isto smer. Je pa res, da imaš tudi dobro genetsko zasnovo, ne, ker si iz zdravniške družine, že praded tvoj, čeprav vem, je na Solunski fronti pa to bil, kasneje tudi vodil pač kliniko, to ljubljansko, ne, in si pred dnevi si delila na družbenem omrežju tudi en njegov razglas, ne, kjer je pač opozarjal takratno populacijo na to, kaj je treba paziti ob teh nekih hudih, nalezljivih boleznih. Kaj recimo še iz tistih časov še danes velja, tudi ko govorimo o covidu? Ja, pri nas doma je pravzaprav zelo veljalo, da je ta osnovna higiena, ne, ali pa morda tisti, ki so bili v vojski, se tudi spomnijo, higiena, spasiče nas higiena, ne. Te higienski ukrepi so izjemno pomembni, a ne. Čista voda za vse, a ne, izjemnega pomena. In potem ukrepi tudi, kot so cepljenje in antibiotiki. Pravzaprav tega se zelo spomnim, kako je pri nas veljalo, a ne, kako zelo pomemben javnozdravstven ukrep je čista voda za vse in cepljenje. A ne, dva izjemno pomembna ukrepa. Kako bi ti zdaj ocenila to aktualno stanje pač na področju cepljenja pri nas? Si optimistična? Misliš, da bomo čez poletje uspeli precepiti toliko populacije, da se jeseni ne bomo spet soočali s temi nepriljubljenimi ukrepi zaprtja in tako naprej? Ja, tukaj me pa resnično majčkeno skrbi. A ne? Zaradi tega, ker nekako se izkazuje, kot da bi počasi začeli dosegati plato, zlasti pri tej ranljivi populaciji. Zdaj,
Ključno se mi zdi dejstvo, da COVID-19 ni otroška nalezljiva bolezen, ampak da je bolezen, ki prizadene starejše. Kar pomeni, da če pri otroških boleznih želimo doseči tisto več kot 95% precepljenost dojenčkov in malčkov in na ta način zaščitimo populacijo pri cepivu proti SARS-CoV-2, želimo z cepljenjem doseči to, da ljudje ne pridejo do ventilatorjev ali pa da ne pride do hujših, težjih, tudi smrtnih izidov. In zato so ranljivi predvsem starejši. In predvsem pri starejših bi mi morali doseči precepljenost, tako kot pri otrocih, več kot 95% za druge bolezni. Vemo recimo, da Velika Britanija je dosegla v nekaterih starostnih skupinah 95 do celo 100% precepljenost, pri nas pa je precepljenost v starosti nad 50 let precej nižja. Tako da na tem mestu bi res morda apelirala, da vsi, ki imamo kakšne stare starše ali pa tudi svoje starše, da se z njimi res pogovorimo, in da jih spodbudimo k temu cepljenju. Mogoče še ena taka primerjava, no, to je tako kot na avionu, ko pade tlak v kabini, in nam padejo rešilne maske dol, včasih ljudje rečejo, joj, ne, intuitivno bi dal masko najprej svojemu otroku. Ne, najprej daš masko sebi. In jaz bi si zelo želela, da bi se starejši cepili zaradi sebe. Ne zaradi drugih. Tokrat je morda res čas, da pomislijo nase, a ne? Ja, ker se mi zdi zanimivo, zakaj smo po tvoje mi zdaj odstopili od te strategije, da najprej cepimo ranljive skupine? Se mi zdi, na neki točki smo kar obupali, ali kaj, pa smo rekli, no zdaj pa vsak se naj prijavi čim prej, kdor hoče in tako naprej. Kako je s tem? Ja, to zelo težko komentiram, ker strategija se mi zdi je taka, da se jo držiš, a ne. Potem strategije več ne spreminjaš, spreminjaš morda taktiko, ampak strategije pa ne več. Tako da to težko komentiram, sama bi si želela, da bi šli tako konzistentno, kot so šli tudi v nekaterih drugih državah, a ne. Saj prej sem že omenila, se tudi nisem strinjala z tem cepljenjem maturantov, ker se mi zdi, da to resnično ni prava pot, a ne. Ko bo cepiv dovolj, seveda, takrat se lahko odpre vse skupaj, ampak kot vidimo, temu še ni tako. Poleg tega seveda, a ne, da jeseni, če ti starejši ne bodo precepljeni, a ne, s tem, da to niso tudi zelo stari ljudje, a ne, to smo recimo delovna populacija tudi, a ne, bo to potegnilo za seboj, da dejansko tudi otroci ne bodo mogli tako sproščeno iti v vrtce in šole. Tako da to se mi zdi, da je treba res vložiti vse napore, v to cepljenje. Tako da kdorkoli pozna, koga naj ga spodbudi. Mogoče še na tem mestu, če povem, moji starši so cepljeni z AstraZeneco, oba, oče in mama, pa je oče kronični bolnik, tudi od moža, mama je tudi cepljena, sicer z Pfizerjem, tudi sama sem cepljena, moj mož je tudi cepljen. Mislim, da je pomembno, da se mi odrasli, starejši zares cepimo in na ta način omogočimo malo lažje, da bomo šli v jesen. Bova zdaj dala gledalkam in gledalcem priložnost, da pomislijo, če imajo še kakšno starejšo osebo, ki ni cepljena, ampak ne nam uiti, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kako ponovno zagnati zdravstveni sistem. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z mano je še vedno dr. Tina Bregant, pogovarjava pa se o tem, kako ponovno zagnati zdravstveni sistem po koncu epidemije. Tina, preden smo šli na oglase, sva ostala tam pri cepljenju, ne? Omenila si že dvakrat tudi to cepljenje maturantov, pa me zdaj zanima, po tvojem občutku oziroma tvoje mnenje, kako smo mi zdaj to epidemijo handlali pri nas? Bolj politično ali bolj strokovno? Smo dali dovolj besede stroki, premalo besede stroki, preveč? Kako ti recimo na to gledaš? Ja, moj osebni občutek je, da smo dali stroki predvsem vroče kostanje, po katere je morala stroka iti, medtem ko je politika pa potem poskušala tisto, kar je bilo bolj sladko, zadržati zase. Jaz bi si želela, da bi bilo več strokovnosti, zdi se mi, da smo preveč politizirali stroko, in
to se mi zdi škoda, no? Ker se mi zdi, da tudi stroka kot taka ima neke temelje zakonitosti delovanja in sama to pravzaprav vidim v ambulanti, kjer imam včasih občutek, da recimo je COVID zasejal tudi seme dvoma pri tistih, ki so recimo do sedaj svoje otroke redno cepili, pa zdaj pravzaprav razmišljajo, da morda temu vseeno ni tako, da kolebajo. Seveda imamo pa tudi take, ki pa se je njihovo temeljno zaupanje v znanost pa okrepilo. Tako da se mi zdi, da imamo oba ekstrema. Sama bi si pač želela, da bi se stroka zares okrepila in da bi ljudje videli, da je stroka stopila skupaj. Mislim pa sicer, da vsi, ki so potrebovali pomoč v zdravstvu, so videli, da trudili smo se po najboljših močeh, bi pa gotovo na nekaterih področjih pa lahko naredili več, a ne? Zakaj se ti recimo zdi, čemu ti to pripisuješ, da bi zdaj ljudje zaradi debate okrog cepljenja za COVID, pa tudi pri drugih kroničnih boleznih ali pa otroških kroničnih boleznih pa bili bolj skeptični do cepljenja? Ja. Kaj je temu botrovalo po tvoje? A je napačna komunikacijska kampanja ali kaj drugega? Ja, komunikacija gotovo bi bila lahko boljša, je pa res, da znanstveniki, strokovnjaki pravzaprav nismo izurjeni v komunikaciji in pač mi smo komunicirali, kakor smo najboljše znali. Obstajajo pa seveda komunikacijski strokovnjaki, ki bi to morda lahko naredili precej bolje, a ne. Tudi razne ikonografike, ozaveščanja preko televizije, preko spletnih strani bi lahko veliko naredila na tem področju. Ne nazadnje, PR-ovske kampanje bi lahko šle v to smer. Ampak zdaj, ko ravno omenjaš PR-ovske kampanje, ne? A ni nenavadno, zdaj ti zelo poudarjaš, se pravi, treba je cepiti ranljive skupine, starejše in tako naprej, ampak te PR oglasi, ki jih imamo za cepljenje, pa tam neki mladi, zdravi, moči polni ljudje pač zagovarjajo to cepljenje. Je to napačno pol z tega vidika ali kako? Ja, moram reči, da to, kar ste zdaj izpostavili, ravno to sem tudi sama opazila, a ne. Jaz mislim, da pač tukaj moramo vedeti, kaj so naše prioritete in čemu je cepljenje namenjeno. Cepljenje je namenjeno zaščiti najbolj ranljivih in pri COVID-19 so to starejši in oni se morajo cepiti zaradi sebe, zato da zaščitimo predvsem njih, a ne. To se mi zdi zanimivo, ne? Ker zdaj imamo to kampanjo, kako se že reče, PCT, se pravi preboleli, cepljeni, testirani, ne? Ampak nekako jaz pogrešam pa zdravi tu, se pravi, kje smo zdaj zdravi v bistvu v tej PCT zgodbi? Ja, dejansko jaz imam občutek, kot da smo bili zdravi, tisti, ki smo se pazili, ki smo bili previdni, pravzaprav kaznovani v tej zgodbi in da so tisti, ki so kalkulirali, ki so se morda tudi okužili v zadnjem času namensko, a ne, da so prišli bolje skozi. To se mi zdi velika škoda, če bo to sporočilo, ki bo prišlo skozi, a ne. Sama bi si želela, da bi bilo glavno sporočilo to, da res vsak od nas šteje, da pri epidemiji in obvladovanju epidemije je vsak od nas pomemben in vsak od nas prispeva k temu, kako se ta virus širi med nami. In seveda na vsakem od nas je tudi, da to širjenje zaustavi, a ne. Kako se pa ta recimo generalno zdi, dostikrat smo slišali posebej strani vladajočih, ljudje se ne držijo ukrepov, namerno kršijo ukrepe, ker nasprotujejo vladi pa tako naprej. Kakšen imaš ti recimo občutek, kako smo se Slovenci glede tega obnašali zdaj v času epidemije? Ja, jaz mislim, da večina ljudi se je obnašalo zaščitno, a ne. V bistvu gre za zaščitne ukrepe, to je približno tako, kot če izzivaš prometne znake, a ne. Mislim, se lahko greš dirkat, pa zdaj, če imaš srečo, se konča slabo samo zate, lahko se pa konča še za koga drugega slabo. Tako da jaz mislim, da večina ljudi je vseeno dovolj modrih in tudi so se držali ukrepov. Vse ljudje niso trapasti, a ne. Je pa res, da ko pa gre čez eno mejo, a ne, in ko so ljudje navličani, takrat je pa v bistvu potrebno vložiti kar nekaj napora v to, da pravzaprav se držiš tudi tistih ukrepov, ki niso najbolj prijetni, a ne. Nošnja mask zunaj gotovo ni prijeten ukrep, a ne. Nošnja mask tudi znotraj, pa zračenje z hladnim zrakom tudi morda ni najbolj prijetno, a ne. Ampak če pravzaprav veš, zakaj to delaš, a ne, potem pač to narediš, a ne. Ja, res je. Zdaj, ti si se vrnila nazaj v ambulanto, kaj so recimo ključne značilnosti, kaj si najprej opazila, zdaj si že nekaj časa spet bolj aktivna v ambulanti, kaj je zdaj drugače kot pa recimo pred epidemijo?
Ja, zaščitna oprema, nedvomno, zaščitno opremo nosimo, potem cepljenje, jaz delam z otroki in mladostniki, tako da ti starejši mladostniki, pri nas jih imamo do 26 let, so nekateri tudi že cepljeni, 2 dozi. In to so s posebnimi potrebami otroci, samo da razložimo gledalcem. Tako. Za nas so še vedno otroci in mladostniki. Vsak od njih ima kakšno od redkih bolezni, tako da je res pomembno, da so zaščiteni. Imeli smo srečo, da pravzaprav tudi med njimi, tudi tisti, ki so teže preboleli, pravzaprav nismo imeli smrtnih žrtev, tudi na ventilatorju niso bili, tako da iz tega vidika je COVID do njih bil kar sorazmerno prijazen, tudi recimo v primerjavi z gripo v preteklih letih. Nenazadnje sem tudi zato lahko šla na ministrstvo, ker sem imela občutek, da me otroci morda na terenu ne bodo tako potrebovali, da bom lahko naredila tudi kaj na drugem nivoju. Naslednja stvar, ki me je pa res zelo negativno presenetila, je pa to, da vidim pravzaprav, kako v letu in pol določeni pregledi niso bili narejeni, te specialistični, subspecialistični, kako nekatere operativni posegi so bili preloženi, čeprav jih ti naši otroci potrebujejo. Tako da moram reči, da to pa me je zelo razžalostilo, no. Tako da mislim, da na tem področju bomo morali pa kar narediti en tak catch-up, pravzaprav bomo morali ujeti to, kar je bilo zamujeno, Čas gre naprej. Bi pa na tem mestu se pa vseeno zahvalila Onkološkemu inštitutu, Oni so pa za pomočjo registra raka pa že v prvem valu zaznali pravzaprav 1/3 upad vseh obravnav in so zaradi tega v poletju močno trdo delali in so tako v bistvu nadoknadili tiste izpade in tudi sedaj v tem jesensko-zimskem pomladnem valu pravzaprav do izpadov več kot 10% ni prišlo, To se pravi, se je dalo delati, ampak seveda, če si imel ti ustrezno orodje. In register raka je recimo ena taka digitalizacija, tako orodje, ki ti pomaga pravzaprav oceniti tudi lastno delo, In jaz bi si želela, da bi bilo tega na večjih nivojih, da bi bilo to prisotno, Če se še malo zadrživa pri otrocih, preden greva potem na to, kako ponovno zagnati zdravstveni sistem, me tole zanima. Se pravi, ti in kot mama in kot pediatrina si ves čas opozarjala tudi v času epidemije, kako pomembno je, da zaščitimo tudi naše najmlajše. Če sva prej govorila o najbolj ranljivih skupinah kot starejših, pa to z vidika pač težjega poteka ali pa bolezni, pa to po drugi strani pa naše najmlajše. Kakšen občutek imaš ti? Smo mi res na nek način pozabili na to našo pač prihodnost, na te najmlajše generacije v tem času epidemije? Smo bili dosti pozorni na njihove potrebe, na to, kaj potrebujejo, da jih ne bi pač bolj prizadeli, kot je nujno potrebno? Ja, tukajle bom pa takole rekla, da pravzaprav malčki, tisti, ki so bili recimo stari leto pa pol, te so neke vrste vojni dobičkarji, ker ti so imeli mamice doma, pa še starejšega bratca, če je bilo to doma, to okolje doma urejeno, stanovanje dovolj veliko, in so si lahko starši privoščili, da so ostali z njimi doma, Medtem ko zares nasrkali so pa predvsem srednješolci. Zdaj veste, da pravzaprav srednješolci so se šele prejšnji teden vrnili v tisti reden ritem šolanje ne po C modelu, ampak po B modelu. Kot pred epidemijo, Ja. Tako da oni so bili pa res samo par dni v šoli, nekateri, zlasti teli drugi letniki, sploh sošolcev ne poznajo, tudi tretji letniki. Tukaj se predvsem navezujem ne toliko na ta kognitivni izpad, ker to bodo že nadomestila, veste, tiste knjige se že da prebrati, ampak predvsem to zorenje, ki poteka v srednji šoli. V srednji šoli v bistvu ti spleteš te povezave z ljudmi, ki grejo potem študirati druge stvari. Če jaz samo nase pogledam kakor državna sekretarka, ko sem morala poklicati kakšnega pravnika ali pa ekonomista, sem se obrnila na sošolce iz srednje šole, In to je v bistvu izjemno pomembno formativno obdobje, tako da oni so resnično nasrkali. In seveda nasrkali so tisti, ki imajo recimo več otrok, majhna stanovanja doma, kjer so starši morali delati, Recimo, da so delali v zdravstvu, tam pač tudi vsi tisti izplačani dodatki ti ne morejo
prinesti starša doma. Ne. Šolanje na domu je bilo zelo zahtevno, ne. In je bilo bolj zahtevno morda celo za tiste, ki sicer niso bili navajeni prositi za pomoč. A ne. Tisti, ki so že imeli vzpostavljene kanale, a ne, vem tudi te z posebnimi potrebami, a ne, smo že imeli organizirano tudi na daljavo pomoč, medtem ko ti, ki pa pravzaprav tega niso do sedaj koristili, zanje je bilo pa mnogo težje. Tako da ja, mislim, da se kot družba nismo dovolj dobro odzvali niti na srednješolce, niti na študente, in tukaj, a ne, tukaj pa mislim, da bi res lahko naredili več zanje. Zdaj, pač jaz upam, da so toliko trpežni, in to pa vem, da v bistvu otroci tudi so, a ne, da bodo se iz tega izkopali. In še nekaj je, ne, otroci znajo biti zelo rezilientni, zelo prožni, če jih mi pri tem podpremo. In tudi pravzaprav, če se je kdo od njih začel upirati, če je kdo od njih začel razmišljati o svojih pravicah in svojih dolžnostih, o tem, kaj mu zares pomeni druženje, potem jaz mislim, da je to ena taka priložnost, v kateri se je lahko mladostnik temeljito preizprašal, tudi mi, odrasli, in je to lahko v bistvu ena dobra popotnica za prihodnost. A veste, mladi ljudje morajo biti nosilci sprememb, morajo pa seveda najprej sebe najti. Tako da jaz sem kar podpornik tega, da se mladim prisluhne, da se jih posluša, in mladi nam zelo velikokrat nastavijo ogledalo, tudi meni, kar nam ni vedno všeč, ampak zato jih imamo. Zato je delati z njimi v bistvu težko, izzivalno, ampak ponuja pa prostor za osebno rast. Tako da ja, jaz bi si želela, da bi najstnike bolj podprli. Jaz upam, da vseeno, da jim je vsak od nas nudil podporo vsaj v domačem okolju, no. Zdaj, če se vrnem na izhodiščno vprašanje današnje oddaje oziroma najinega pogovora, ne? Ko enkrat več ne bo glavna novica dneva COVID statistika preteklega dne. Kako pripravljen je po tvoje zdravstveni sistem, naš slovenski, na ta dan? Zdaj je postal med epidemijo bolj robusten, manj robusten? Koliko časa bo po tvoje rabu, da bo prišel nazaj v neke te normalne okvire, da bo recimo z enako močjo izrabljal kapacitete, kot jih je prej? Ker sama si tudi že rekla, ne moremo bežati od tega dejstva, da zdaj v času epidemije tudi so kakšni segmenti bili manj obremenjeni, kakšni drugi bolj. Koliko časa po tvoje bomo rabili, da bomo nekako prišli nazaj na tisto običajno stanje? Ja, tukaj se zelo bojim, da smo skozi tole leto šli predvsem za skrajnimi napori mojih kolegov, zdravstvenih delavcev, tako sester kot zdravnikov, in sicer tako zdravnikov na primarni ravni, kot zdravnikov in sester na intenzivnih oddelkih. Tako da so pa določeni oddelki pa bili nekoliko prihranjeni, tako z delom, so se morda tudi nekoliko spočili, a ne. Tukaj vseeno številke kažejo na to, da niso bili enako obremenjeni. In jaz mislim, da naš sistem dejansko ni robusten. A veste, vzdržal je za skrajnimi napori in vzdržal je zato, ker imamo primarno raven močno. Mi imamo, za razliko od drugih držav, imamo na primarni ravni ne samo družinske zdravnike, imamo tudi pediatre, imamo tudi ginekologe, a ne. In tradicionalno, če samo pomislimo, pravzaprav, veste, prvi predsednik Svetovne zdravstvene organizacije po drugi svetovni vojni je bil Andrija Štampar, ki je sicer iz Zagreba, ampak mi smo imeli zdravstvene domove po prvi svetovni vojni. A veste, tam v 20. Prejšnjega stoletja, in ta naša primarna raven je močna, in zato je naša triaža, naša vstopna točka za COVID bolnike delovala. Zato ni prišlo do preplavljanja sekundarnih bolnic in terciarnih centrov z covidni bolniki, ker je to dejansko primarna raven ustavljala. Zdaj, primarno raven smo dodatno obremenili z cepljenjem, z raznoraznimi potrdili, kar gotovo ni ustrezno. A veste, zdravniki in medicinske sestre je škoda, da pišemo neka potrdila. To mora biti avtomatizirano in digitalizirano iz neke druge inštitucije, ne iz zdravstva. Zdravnik in sestra sta tukaj zato, da zdravita in nudita oporo bolniku, ne pa da pišeta papirje, a ne.
Tako da tukaj se jaz bojim, da če ne bomo podprli primarne ravni, tako kadrovsko, finančno, ne samo deklarativno, da jih trepljamo, potem naš sistem ne bo vzdržen. Tudi na primarni ravni imamo mi preventivne ukrepe, ki so zelo močni, in jaz upam, da smo pravzaprav razumeli, kako je primarna raven in zdravstvo prihodnosti, ne temelji na nekih bolnicah, ki se ukvarjajo z vsem po malem in izbirajo bolnike, samo v tistem zadnjem letu življenja na koncu potrošijo ogromno sredstev, ampak je zdravstvo predvsem tukaj, da ljudi podpre v zdravem življenjskem slogu, da predno prihaja do komplikacij, da jih pravzaprav zdravnik in medicinska sestra že utirita. Tukaj so tudi dodatni poklici, ki nam pri tem pomagajo, od kineziologov, psihologov, kliničnih psihologov, do seveda tudi terapevtov, fizioterapevti, delovni terapevti, logopedi. To je strašno pomembno. Potem rehabilitacija, vračanje teh ljudi v domače okolje. To se pravi, ne da ležijo v posteljah, v bolnišnicah, ampak da se po možnosti čim hitreje vrnejo v domače okolje in se tam rehabilitirajo, ter nekateri vrnejo na delovno mesto, drugi pa seveda recimo starejši, pa da lahko ostanejo doma, ne pa da jih odrinemo v domove za starejše. Tako da tukaj se mi zdi, da bomo morali veliko narediti in to je pravzaprav tista reforma zdravstva, ki nas čaka. In za to reformo je seveda potrebna tudi zakonodaja, za kar je zadolženo ministrstvo. Tukaj je zakon o dolgotrajni oskrbi, nujen, tudi verjetno, kar se tiče ZZVZZ-ja in obračunskih modelov, ki jih imamo, načini financiranja. Tukaj bo treba doreči nekatere stvari. In jaz bi si želela, da bi bolniki bili dovolj opolnomočeni, da bi pravzaprav vedeli tudi, kaj zahtevati skupaj z nami, z zdravstvenimi delavci. Ker sedanji način zdravstva ni vzdržen. To, kar imamo sedaj, to ne deluje, ni delovalo že pred korono in ne bo delovalo po koroni. Betonski zidovi za zdravstvo enostavno niso dovolj. Dragoceni so v resnici ljudje, kadri in vsebina, ki ti jo ti kadri prinesejo. In tukaj je še področje digitalizacije, s katerim pa lahko si prikrajšamo tako čas, kakor kakšno bližnjico, da pravzaprav ni potrebno, da vse naredimo na roke, ampak marsikaj gre lahko tudi avtomatizirano. Ja, absolutno. Tole me še zanima, Tina. Zdaj aktualni minister Poklukar je vodil tako bolnišnico Jesenice kot zdaj Klinični center Ljubljana, predno je prišel za ministra, je zdravnik. Danes sem zasledil javno, ti si tudi članica, aktivna skupina Mladi zdravniki, protestirajo proti nekim predlaganim spremembam, ki jih predlaga Ministrstvo za zdravje, pravijo, da jih ministrstvo ne posluša, če sem pravilno zasledil, jim želijo skrajšati čas specializacije za 1 leto, po drugi strani pa mladi zdravnik 3 do 5 let po končani specializaciji še ne more samostojno voditi ambulante. Kako ti recimo gledaš na te stvari? Mi laiki bi pričakovali, če nekdo pač pride iz zdravstva, če je zdravnik, da bo poslušal zdravnike, napačno razmišljamo. Ja. Zdaj pač jaz mislim, da je odvisno tudi, kakšen zdravnik si, pa koliko časa si delal kot zdravnik, ali pa če si bil mladi zdravnik in si to v bistvu izkusil na svoji lastni koži. Zdaj, ta dva ukrepa, ki ste jih omenili, sta v bistvu diametralno nasprotna. Po eni strani skrajšanje, kakor da je leto pomembno. Pomembno je, kaj pravzaprav človek zna, in ko ti narediš specialistični izpit, so strokovnjaki, tvoji kolegi starejši ocenili, da znaš dovolj. In tukaj ne more biti neka arbitrarna politična odločitev, da še 3 leta oziroma 5 let kasneje nisi sposoben biti samostojni nosilec. Kako, če so pa tvoji strokovnjaki, tvoji kolegi starejši presodili, da imaš znanja in veščine, da to lahko počneš. Hkrati pa skrajšanje specializacij, mi moramo vseeno vedeti, specializacija ima svoj namen. Potreben je določen čas, da ti določena znanja usvojiš, in prav je, da jih usvojiš tekom specializacije, ne pa 3 do 5 let kasneje po specialističnem izpitu. To se mi zdi taka absurdna situacija. Tudi kar se tiče specialističnih izpit, je en tak resen, velik izpit, in tukaj mislim, da če so pač kolegi in zdravniška zbornica presodili, da takrat znaš, potem ga ni politika, ki bi
imel pravico pravzaprav presojati, da ti takrat nisi sposoben samostojnega dela. Zdaj, pretekli teden smo imeli tudi oddajo z tvojima kolegoma, tudi iz skupine zdravstvo.si, Blažom Revletom pa Krištofom Zevnikom. Oni so bili člani neke delovne skupine na ministrstvu, so dali en predlog, kako bi se dal ustrezneje urediti pač nabavo medicinskih pripomočkov, tudi da jih ne bi preplačevali in tako naprej. Ta predlog ni šel skozi delovno skupino, so bili zdaj razočarani, so šli ven. Vemo, ti si pač tudi zagovornica javnega zdravstva. Kako si ti recimo zaskrbljena, ko slišiš te novice? Gremo mi v pravo smer, poslušamo stroko, bomo uredili te probleme, o katerih si prej govorila, ali se ti zdi, da bolj nekako se obračamo na žalost drugam? Ja, imate prav, jaz sem zagovornica javnega zdravstva, sploh na tistih področjih, kjer pravzaprav nihče, tudi v Ameriki, niso tako neumni, da ne bi šli v javno zdravstvo na področjih, kjer ima to posledice pravzaprav za celo nacijo. Tukaj je pediatrija, tukaj je ginekologija nosečnice, tukaj je zdravljenje raka, tukaj je urgentna služba. Namreč to so stvari, ki nikoli ne morejo iti povsem v privatne roke. Obstajajo pa seveda področja, kjer je bolnik pravzaprav prej klient in tam je pravzaprav lahko to na trgu. Ampak kar se tiče pa teh dobaviteljev in raznih razpisov, po nekaterih ocenah pravzaprav v Sloveniji skoraj četrtino sredstev, to se pravi, to gre približno za 1 milijardo letno, zgubimo v nekih razpisih ali pa, če hočete, ljudeh, ki pravzaprav služijo za zdravstvo. Nenazadnje zdravstvo predstavlja nek stalen dotok denarja, vsi plačujemo obvezno zdravstveno zavarovanje in tudi prav je tako in tudi prav je, da smo solidarni. Vendar pa, če je sistem netransparenten, če nimamo jasno določenih kriterijev, če nimamo transparentnega sistema, kar bi digitalizacija zdravstva celo to omogočila, da bi bilo povsem jasno, kako naročamo, potem se mi iz tega ne bomo nikoli izkopali, ker seveda to so potem neke ogromne državne jasli, ne javne, ampak državne jasli, na katerih se bodo pač pasli, dokler jih ne bomo pregnali z načinom, ki pa v svetu ga poznamo, Tako da jaz sem zelo žalostna, če te ideje, ki so jih kolegi imeli in ki so preizkušene, pri njih so delovale te ideje, so preizkušene v praksi. Zakaj to ni bilo posvojeno, težko rečem, je pa hierarhija na ministrstvu jasna. O tem ne odločajo uradniki in sekretarji, o tem odloča minister. Zdaj, ti si bila sicer krajši čas na ministrstvu, ampak kako si ti, če si čutila recimo ta pritisk dobaviteljev, tega tudi, kar reče Blaž Revle, zdravstvene mafije, in kako se ti zdi, da so zaposleni na ministrstvu še odporni na te pritiske, če so? Ja, tukaj pa lahko mogoče povem, ko sva z možem gledala moj prvi plačni listek, izpisek plače, sva obadva ugotovila, da pri taki plači državni sekretar predstavlja to precejšnje korupcijsko tveganje. Če ti tam odločaš pravzaprav v milijonih, pa imaš pravzaprav takšno plačo, kot jo imaš, se mi zdi precej podvržen. Oziroma moraš biti zares robusten, v osnovi izjemno pošten in ti na kraj pameti ne pade, da bi to kako drugače delal. Jaz osebno sicer verjamem v to, da več kot pojesti človek ne more, več kot na dopust ne moreš. Sama grem tudi raje v hotel pod svetlimi zvezdami kot kam drugam. Verjamem pa, da nismo vsi ljudje enaki. Tako da bi si želela, da bi morda v politiko šlo celo več takih ljudi, kot sem sama, morda malo naivnih, malo preveč. Ne vem, a smo to naivni, a smo pošteni, ampak pač se mi zdi, da to so te osnovne vrednote, ki jih moraš imeti, če greš na takšno mesto. Morda se motim, upam, da ne, upam, da ne. Tako da jaz nisem imela nobenih težav z pritiski, je pa res, da sem se po enem letu poslovila. Morda, če bi ostala dlje časa, bi se pritiski stopnjevali, ali pa sem morda ravno zato tudi morala iti. A veste, jaz nisem imela težav, če je kdo prišel z nespodobnim povabilom, jaz nisem imela težav reči ne. Mogoče pa se še kdaj vrneš. Za danes pa docent dr. Tina Brenget, najlepša hvala za tvoje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil Za ponovni zagon, že 585. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj je janšizem.
Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.